Šmitek. Pogovarjali se bomo, kot rečeno, o mandalah. Tajni vrtovi razsvetljenja so podnaslov. In najprej bom na kratko, čisto tehnično, orisal samo knjigo. To je zelo obsežno besedilo, šteje kar 537 strani. Sestavljeno je iz 7 obsežnih poglavij, v katerih avtor sistematično ukaže, kako so mandalske oblike uraščene v vsa področja azijskih kultur, dokoder je segal indijski vpliv. Tako da se knjiga sama začne s temeljnimi pojmi in zasnovami geometričnega pogleda, na univerzum nadaljuje z različnimi pojavnimi oblikami mandal, kot so različni raji, čiste dežele, pa tudi labirinti in pakli. V nadaljevanju bolj konkretno obravnava vrste mandal in simboliko njihovih oblik, se potem posveti romarskim praksam, posveti pokrajini, arhitekturi templjev, palač, oltarjev, cesarstev in navadnih bivalnih hiš v tem širokem prostoru vpliva budizma. Posebej pa nadalje obravnava še stupe, pagode, njihovo sporočilo in nazadnje potem predstavi še uporabo mandal v obredju in v meditacijskih praksah ali pa v njihovem izpraznjenju in zavračanju v zenovskih okvirih, ki jih vpleta potem v svojo pripoved v epilogu kot nekakšen antipod preseganja rigidnosti mandalskih oblik in naslon na kitajske čan-budistične in taoistične koncepcije stvarnosti. Kakorkoli, knjiga je pred nami in bi za začetek profesorja vprašal navidezno preprosto vprašanje, kaj Zmago so mandale, midva se bova tikala, in tudi sicer lahko uskočite z kakšnim med vprašanjem, pod vprašanjem, tudi med samim pogovorom, da ne bo preveč rigidno vse skupaj izgledalo. Tako da, čisto za začetek, če Zmago nam lahko opredeliš, kaj so pravzaprav mandale. Ja, tudi jaz bi najprej vse prisotne lepo pozdravil. Hvala za obisk tudi. Glede mandal je pa tako. Zdi se na prvi pogled, da je to neka manj pomembna sestavina azijske umetnosti, religiozne umetnosti, lahko celo rečemo. In da zlasti v današnjem modernem času pravzaprav, da je izgubila že svoj pomen. In da nastopa samo še kot turistični spominek, kot dekoracija, kot obsesija kakšnih zelo zagnanih orientalistov, specialistov recimo za azijsko slikarstvo ali pa kaj podobnega. Vendar se je izkazalo, tudi sam sem bil pravzaprav presenečen, ko sem začel to knjigo sestavljati, kako drobne nitke teh mandal pravzaprav segajo v vse tkivo azijskih kultur. Tako da, če pogledamo ne samo upodabljajočo umetnost, ampak tudi druge vrste umetnosti, recimo ples, glasbo, če pogledamo arhitekturo, potem različne protoznanosti, ki so se razvijale v srednjeveškem in novoveškem času v azijskem okolju, vidimo, da pravzaprav vse predstavljajo neko, vse se povezujejo z temi mandalami v neko holistično celoto.
Sicer pa, če odgovorim na to vprašanje, kaj je mandala v osnovi, kot predstavlja celo zadevo tale slika nad nami, bi lahko rekli, da so mandale omejeni sveti prostori s središčem, obrobjem in geometrično, simetrično strukturo. Napolnjene so pa s simboli, ki so hierarhično razporejeni. Torej, že iz te kratke definicije lahko povzamemo, da se ukvarjamo pravzaprav z koncepti prostora in z njihovimi pomeni. Nasploh bi lahko rekel, da moja knjiga temelji na dveh konceptih, ki se nekako vzporedno prepletata od prvega do zadnjega poglavja. Eno je prav ta problematika prostora, za katero se izkaže, da je pravzaprav dokaj podobna naši. Torej, da gre za neke univerzalne predstave, za neko kognicijo, ki mora biti globoko ukoreninjena v človeku, ker je prisotna na vsem tem razsežnem območju zelo podobno kot v Evropi. Mislim, isti načini doživljanja in razlage prostora obstajajo. Torej, to je tisto trdo jedro te knjige, ker sem lahko delal tudi določene komparacije in se malo trdneje, bolj sigurno počutil. Druga vzporedna smer raziskovanja so pa simboli, za katere smo rekli, da so vkomponirani v to mandalo. S simboli je pa zadeva drugačna, kajti simboli so večplastni in lahko pomenijo hkrati različne stvari. Recimo nam, Evropejcem, lahko podoba Bude pomeni eno, za nekega vernika japonskega bo pomenilo nekaj drugega, poosebljenje določenih kvalitet. Za šrilanškega budista ali pa za nekega Indijca pa lahko čisto nekaj tretjega spet. Torej, tu se pa gibljamo na nesigurnem terenu, ampak ker je ikonografija mandal, to se pravi ta imagerija, no? Ta imagerija toliko pomembna, da daje smisel celoti, sem jo pač hočeš, nočeš, mora vključiti. Mandala je celota, ki skuša zaobjeti vse, kar obstaja, se tudi prikazuje človeški, pravzaprav naš kozmos. In ker je zasnovana holistično, je tudi lahko razumeti pripombo angleškega znamenitega tibetologa Davida Snellgrova, ki je rekel, če znamo razumeti mandalo v vseh teh svojih podrobnostih, potem lahko razumemo prakso in teorijo tibetanskega budizma. On kot tibetolog je pač mislil na tibetanske mandale, ampak isto velja tudi za japonske, za
nepalske, za indonezijske, kajti povsod, kamor je segal budizem, v svoji ekspanziji je prinesel tudi to vrsto to vrsto predstavitev tega, kar pravzaprav obstaja okoli nas. No, to je pač na kratko rečeno jedro, skelet moje knjige. Način dela je bil pa seveda ta, da sem stremel k temu, da bi si čim več lokacij, kjer so te mandale predstavljene v najbolj kvalitetni, najbolj dovršeni, najbolj dognani obliki, sam ogledal in vzpostavil do njih osebni odnos. Drugič pa seveda, da bi sledil vsej tej skoraj nepregledni literaturi, ki se danes pojavlja o mandalah in ki izvira iz zelo različnih produkcij. O tem pišejo pripadniki azijskih kultur, ki so se začeli tudi sami seveda zanimati za svojo tradicijo. Še bolj pa seveda je to uveljavljeno na Zahodu, kjer se je pravzaprav orientalistika sploh začela, ne, in lahko rečem, da čeprav sem uporabil okrog nekaj več kot 700 bibliografskih enot, je to samo drobec vsega, kar se da danes najti o tej problematiki. Ne. Če se vrneva... Ja, prosim, če se vrneva v sam začetek, ali pa v samo geometrijsko jedro, sta tukaj v osnovi začenjaš s krogom in kvadratom. Zakaj ravno ta dva lika? Ja, no, sej, to je pa eno vprašanje, ki je ostalo v knjigi neodgovorjeno, oziroma definitivnega odgovora pravzaprav nisem našel, ampak v opravičilo lahko rečem, da ga tudi nihče drug še ni našel. No, kot vidimo, tudi na tej sliki je mandala lahko krog, ki je vrisan v kvadrat, ali pa kvadrat ali vrsta kvadratov, ki so vrisani v krog. Krog tu predstavlja nekakšno obzidje, ki ščiti sveti prostor notranjosti pred profanim zunanjim prostorom. Tako približno po istem principu, kot so pri nas kmetje, ko so skušali izkopati zaklad z leskovo šibo, zarisali okrog sebe krog in potem v tistem krogu stoječ so bili nedosegljivi za vse zle sile, ki bi jih lahko motile recimo pri dviganju zaklada ali pa pri kakšnem obrednem dejanju. No in zelo podobna logika je tudi pri mandali. Tudi mandale so bile obredni diagrami, največkrat so imele tudi obredni pomen. Tako da to je pač
uporabna lastnost tega geometričnega lika. Po drugi strani je pa seveda simbolika kroga sega še veliko globje. Krog je lik, ki nima začetka in nima konca, torej aludira na neskončnost, na nekaj božanskega, na nekaj nad človeškega. Medtem ko je kvadrat, kubus, kvadrat ali tridimenzionalno gledano kubus, nekaj, kar si predstavljamo, da je težko, da je to blok granita, recimo, ki je trdno postavljen na podlago zemlje, ki ne lebdi tako kot krog nekje v zraku, ni ezoterična stvar, tako. In treba je tudi povedati, da je zelo zanimiva v zvezi s tem simbolika števil, kajti s tem se je ukvarjal Carl Gustav Jung, pred njim pa nekateri teoretiki iz filozofiji iz 18. stoletja, naprimer Bader in pa Justinus Kerner, ki so skušali dognati, kaj je bistvo trojstva ali trojice in kakšen pomen bi imelo število 4. Danes to najbrž ni pomembno filozofsko vprašanje, verjetno, ne vem, takrat je pa to bilo, ne, in tudi Junga je to zelo zanimalo in je pisal o tem, da pač število 3, ki se tudi v krščanstvu pojavlja kot sveta trojica, ima že značaj božanskega. Medtem ko ena je pač tudi kot monoteistični Bog lahko pač ima svojo funkcijo, vendar dvojka ne pomeni veliko, število 3 pa ima že to svojo ezoterično vsebino, ki se pa še bistveno okrepi, ko dodamo 4. točko v prostoru. No in to so pa vogali kvadrata že praktično, ne? Ali pa 4 strani sveta, 4 reke paradiža in vse, kar še pride zraven iz te štirice lahko, ne. Ja, no in obstajajo tudi potem razlage, zakaj kako da sta ta dva lika postavljena v opozicijo, ker sta že po svoji osnovni specifiki sta si nasprotna. Tudi potem, da recimo krog v naravi najdemo pogostokrat, saj naprimer, če vržemo kamenček v vodo, vidimo že koncentrične kolobarje, ki se širijo naokrog. V obliki nekakšnih krogov so potem prerezana debla dreves, so kamni okrogli, pa snežinke zgledajo, če jih ne gledamo ravno pod mikroskopom, nekako okrogle, in tako naprej. Torej, teh naravnih form v obliki kroga je veliko, medtem ko pravilnega kvadrata ne najdemo tako pogosto v naravi. Tako da je verjetno v nekih globinah zavesti tudi ta dvojnost prisotna. In v arhitekturi je spoj teh dveh skrajnosti oziroma teh dveh opozicij pomeni kompletiranje vsega, kar obstaja. To se pravi zemskega, težkega, stabilnega,
in pa nebeškega, eteričnega in tako naprej. In kot vidimo, ne, v tempelski arhitekturi imamo stavbe v obliki štirioglatega podstavka in kupole, tako rekoč povsod, od pravoslavnih cerkva, tudi katoliških, dostkrat do islamskih mošej in do kupolastih stup in pagod v jugovzhodni Aziji. Tako da ta princip je spet nekaj univerzalnega, kar nas druži s temi kulturami. Ja, mogoče bi se tukaj lahko kar navezal, namreč na samo idejo o tej knjigi, ki je pravzaprav knjiga o azijskih kulturah, o vplivu budizma, o vplivnem območju v bistvu samega budizma, v samem jedru. Ne? In seveda na to idejo si najbolj prišel tako, da si ta podoben princip opažal na najrazličnejših področjih. Ne? Mandale v take obliki, kot je tale, ki jo predstavlja, je pač slika mandale, vendar gre bolj za kozmogram, za nek princip, ki je široko razširjen. In ta raznolikost mandal, ki si jo ti opažal, te je verjetno napeljala k temu, da si potem razmišljal, začetno razmišljal o mandalah ne kot v taki esencializirani obliki, kot je to, ampak v številnih pojavnih oblikah na najrazličnejših področjih življenja. Tako da v tem smislu bi te vprašal po tej raznolikosti mandal in številnih področjih, govoriš o stupah, ki pravzaprav so včasih dosežejo pač ta nivo kozmograma mandale, včasih ostajajo bolj relikvijarje, bolj preproste zadeve. Govoriš o mestih, ki imajo lahko mandalsko zasnovo, lahko so pa nekje ostanejo na ne tako dovršenem nivoju in tako naprej. Tako da mogoče v tem smislu če lahko kaj poveš o tej koncepciji, o poljih, v katere se to v življenje prevaja, tako rekoč. Ja, torej eno zanimivo poglavje ali pa področje študija je pač tovrstna arhitektura v obliki mandal. Omenil sem že idealno podobo svetišča s kupolo kot polkrožno sfero in izkaže se, da tudi v konceptu mest nastopa ista logika, kajti prva mesta so se pojavila ravno na azijskih tleh, če seveda odmislimo kulture Mezoamerike in Peruja. Ne? In azijska mesta, pa tudi ameriška, od najstarejše dobe naprej so bila koncipirana kot kvadrati z geometrično razporejenimi ulicami in palačami. Pri tem je seveda igrala pomembno vlogo usmeritev po stranih neba, ki se je do ta čas že
trdno uveljavila in te strani neba so imele svoje določene kvalitete, svoje pomene v etičnem in religioznem smislu. Tako ni bilo seveda nepomembno, ali je cesarjeva palača stala na severnem, v severnem kvadrantu mesta ali pa v južnem. Tudi vsaka stran neba je imela svoja božanstva, ki so čuvala te kardinalne smeri in torej že v zasnovi samih že v prvih mest vidimo ta mandalski princip, potem pa tudi pri pojmovanju cesarstev, recimo Kitajsko cesarstvo sredine je bilo ravno tako koncipirano kot nekakšna mandala, razdeljeno na kvadrante, in kadar se je kitajski cesar odpravil na ogled svojih pokrajin, da jih je kot inšpektor malce preveril, pogledal, ne, je imel točno določeno katere zaporedje, ne, kajti krenuje od središča proti periferiji, hkrati pa še v tisto nebesno smer, ki je bila primarna najprej, in zaključil seveda svoj obhod na tisti nebesni smeri, ki je bila pa najmanj sveta ali pa najmanj pomembna. Ne. No in to je to, ampak rad bi dodal še to, da čeprav imamo grafičnih upodobitev mandal veliko in v vseh teh kategorijah, ki smo jih naštevali, so pa tantrični mojstri, se pravi mojstri v poznem, razvitem budizmu, zatrjevali, da je pa najbolj pomembna od vseh tista mandala, ki si jo človek ustvari v svojem umu. Torej, da so to samo približki, da so to ti materialni produkti so samo približki tiste resnične mandale, ki jo človek mora imeti nekje v svoji zavesti. In to je potem seveda tudi vplivalo na meditacijske tehnike in na obredne postopke. Kajti vizualizacija mandale je bila v obeh primerih nujnost. Ne? Bodi si pri prehajanju v stanje globokega transa ali pa pri orientaciji pri zelo zapletenih obredih, ki so včasih trajali ure in ure, ko se je bilo treba zelo natančno premikati po tej namišljeni mandali. Včasih so jo sicer narisali tudi na tla, da je bilo vse skupaj malo bolj poenostavljeno. Včasih si je pa moral mojster to mandalo enostavno vizualizirati. In to je zahtevalo seveda izredno močno koncentracijo, ne samo trenutno, ampak ure in ure trajajočo. In zato so te prakse, meniške prakse, v teh primerih visoko pozicioniranih svečenikov
trajale po več 10 let. In ko danes beremo biografije, recimo tibetanske biografije teh mojstrov, je ponavadi napisano, ta je obvladal vizualizacijo 5 mandal, ta pa jih 10, recimo. Čeprav je že to veliko, kajti to niso bile enostavne stvari. Več o tem mogoče še kasneje. Ja, se lahko navežem na to izhodišče, da so tukaj, kot opisuješ v knjigi, precejšnje razlike predvsem med to izvorno indijsko budistično tradicijo in pa tisto, kar je potem nastalo pri prenosu na Kitajsko. Tako da med Indijci in Kitajci je nekaj bistvenega drugače. Sicer videti je, kot da so Indijci pri teh koncepcijah bolj rigidni, bolj, rekel, svoje kreativni, dočim Kitajci imajo pa drugačen pristop do teh koncepcij in bolj izhajajo iz narave in iz tega se potem tudi, kot praviš, razvije preseganje teh rigidnih okvirov mandale, te indijske mandale, mogoče najbolj v zenovskih praksah, kjer mandale niso več potem toliko pomembne, oziroma jih celo zavračajo zenovski mojstri. In ta razlika med tema dvema poloma, pa med tema dvema tradicijama, kako se to izraža potem v tem, kar si obiskal v teh različnih krajih, koliko je mogoče recimo v kitajskih okvirih videti feng shuja in teh iz narave potegnenih principov in te svobode, koliko je to sploh mogoče uprizoriti ali pa upodobiti v sami krajini in v arhitekturi in tako naprej. Ja, vsekakor sta bili indijska in kitajska tradicija pravzaprav zelo različni in budizem je imel pri svojem širjenju na Kitajsko kar nekaj težav, kajti Kitajci določenih stvari, ki so bile normalne za Indijo, enostavno niso mogli razumeti. Niso mogli recimo razumeti, da mora biti, da naj bi bil menih, budistični menih neoženjen, kajti za Kitajce je veljalo, da je družina in veliko število otrok bogastvo, seveda, ker je bila od tega odvisna tudi eksistenca družine oziroma starih staršev in tako naprej. Niso mogli nekako razumeti, da tak menih ne more skrbeti za svoje ostarele starše. Tudi taoistične prakse čaščenja so bile vezane na naravo, na odprte prostore in taoistični obredi so potekali v glavnem izven mest in izven poslopij. Medtem ko so Indijci, saj indijski budizem je že od svojih začetkov zahteval posebno kultno zgradbo, kjer so se ti obredi odvijali. Je pa obstajalo tudi nekaj podobnosti med obema
tradicijama, indijskim budizmom in pa taoizmom, in to je bil interes za magijo. Ta interes je pa združeval pravzaprav ti dve religiji, tako da je prišlo do prepletanja. Seveda na kitajskih tleh je prišlo do prepletanja teh indijskih vplivov z domačimi. Vse, kar je bilo indijsko, se je Kitajcem zdelo magično na nek način. Verjeli so, da te budistične mantre, dharani, molitve, zakletve in vse drugo res pomagajo pri zdravljenju bolezni, pri doseganju nekih ciljev, ki jih na normalen način ni bilo mogoče doseči, da se da tako izprositi od bogov marsikaj, kar drugače ni bilo dano človeku. In zato so prevzeli veliko elementov budizma, med drugim tudi mandale, seveda, saj so bile zelo pomemben sestavni del te magije. Bile so pa seveda mandale po svoji funkciji lahko iniciacijske, kar je pomenilo, da so služile pri sprejemu kandidatov v vrste duhovščine, ali so bile pa ovredne v ožjem smislu te besede, da so v primeru potrebe se zatekali k njim, recimo, če je bilo treba pričarati ugodno vreme, če je bilo treba človeka ozdraviti, če je bilo treba sovražniku škodovati tudi, ali pa ljubezenska magija je bila tudi povezana z mandalami, ampak seveda v istem vzorcu mandale so se pojavljala v takih primerih različna božanstva, ki so imela prav točno določen namen. Recimo pri ljubezenski magiji so bila ena božanstva, pri magiji, ki je skušala odoračati zle sile, so bila strašljiva božanstva, potem pri molitvah za, recimo, za bivanje v raju, za dobro karmo in tako dalje, so bila spet tretja dobrohotna božanstva. Vsa so bila pa lahko umeščena praktično v isti diagram, samo, to se pravi, okvir je ostajal isti, lahko božanstva so se pa po potrebi premeščala noter in umeščala. No in čeprav moram reči, da budizem, ko se je širil večinoma proti vzhodu, kajti na zahodu so se že v tem času mahajanskega in še bolj pa tantričnega budizma, torej bolj ko se bližamo letu 1000, bolj je bilo na zahodu, se je utrjeval muslimanski zid, ki ni dovoljeval vplivanja budizma ali pa katerekoli druge religije proti zahodu. Zato se je ta tok usmeril proti vzhodu, se pravi Tibet, Mongolija,
Kitajska, Jugovzhodna Azija, Japonska in še dalje, potem Indonezija. Tu so tudi vodile pomembne trgovske poti, bodisi pomorske, bodisi openske, pod svile, seveda, predvsem. In treba je tudi to poudariti, da je bil budizem religija, ki je bila dost originalna, torej bila je izvirna, čeprav skušajo današnji indijski filozofi to malo zakamuflirati, pa pravijo, da se je večinoma zrasla na koreninah hinduizma, ali brahmanizma. Vendar je Buda prišel do nekih rešitev, ki do tedaj niso bile znane, ki so bile čisto originalne. Torej, neke koncepte je budizem dal, hkrati je bil pa dovolj toleranten, da je dovoljeval povezovanje tudi z lokalnimi tradicijami. Ni bil pa dogmatičen, bi rekli, a ne. Tako so nastale številne lokalne variante, tako da danes lahko govorimo o tajskem budizmu, o burmanskem budizmu, o šrilanškem budizmu. Vsak ima neke svoje specifike, ampak vse pa imajo tisto železno osnovo, neke osnovni koncepti so pa le primerljivi, če že ne isti. Zato so nekateri avtori preprosto napisali, da je budizem izumil Azijo, da bi Azija seveda popolnoma drugače izgledala, če ne bi bilo teh vplivov. Kar je do neke mere, bi rekel, jaz kar res, ne čist dobesedno, ampak tako. Močan pečat je dal, zelo močan pečat. In še danes nacionalizmi v teh deželah temeljijo prav na tem, da to je naša oblika budizma. Ne pa na nekih plemenskih ali pa še prej nekih drugih, niti ne na krščanstvu, niti ne na čem drugem. Prav na tem lokalno obarvanem budizmu. Mislim, da ovo je eno vprašanje z občinstva. Ja, profesor Cvetka. Ja, seveda. Ja, mi danes v času globalizacije govorimo o svetovni kulturi, o enem človeštvu. Čeprav, gledajte, je to seveda notranje zelo diferencirano, ampak kljub temu, ko je Anquetil Duperron šel z Napoleonovo vojsko vse tja do Indije, je odkril ta zapis velika skrivnost, ne upnekat. No in to je potem v obliki, kot jo je dobil, prevedel v pravilno latinščino. In kakor je ta upnekat kolaž, marsičesa je pa prevod, torej latinščina, ki jo še danes občudujemo. To delo je pa prišlo Schopenhauerju v roke in je on na podlagi latinskega prevoda začel te kulture študirati in je vendarle ugotovil, da je človeštvo kljub vsem razlikam v marsičem zelo, zelo podobno. On izrecno govori, da je to treba jemati ne po načelu identitete, ampak analogije, kar je zelo pomembno. Recimo, pogledajte, panteizem, to je v bistvu ciklizem. To ni toliko vera v napredek. Vera v napredek je obsedena z vero v zgodovino in to je tipično zahodnjaško stališče. Panteizem seveda vztraja na ciklizmu, večno vračanje in enakega in istega. In zato, gledajte, časi, ko je teorija v krizi in napredka ne more misliti, in to je zdajšnji trenutek,
postajajo ciklizmi zelo aktualni in glasnik tega ciklizma je bil tudi Friedrich Nietzsche. Ampak, gledajte, zdaj, kljub temu, da je Schopenhauer odkril to, kar je potem Paul Deussen, ki pa je bil indolog, ne? Ja. Do podrobnosti poznal Pali, dokazal, recimo, da so v Novi zavezi evangeliji prepisani ditirambi iz Upanišad. In veste, tu se je potem mnogim postavljalo vprašanje, ne, kje je Ješua Hamašija hodil, črpal svoj nauk, ker je pred nami Ješua Hamašija, tako se reče v aramejščini, ne, pred nami 33 let star izgotovljen. In Paul Deussen, ne, je to zelo, zelo natančno preanaliziral. Ne, tu imate ditirambe, Upanišade in tu imate evangelije. Ne, kot da je tu zdaj nekaj, kot da je skoraj prepisano, ne, pravim Ješua Hamašija, ne, ker ne govorim o tej religiozni simboliki, ki bi morda nekoga religioznega kristijana lahko prizadela. Nje to treba strahovito paziti. Tako drugo, glej, monoteizem ima striktno prepoved upodabljanja podob. To je najbolj striktno v judaizmu in v islamu, rahlo manj o krščanstvu. In zato sem jaz eden tistih, ki vsakršno provokacijo glede upodabljanja podob, ko se gre za islam, odklanjam, ker to je njihov temelj. Isto v judaizmu. Ne delaj si rezane podobe. Zdaj, gledajte, krščanstvo je pa to reševalo z nečim umestnim, nedosti krat prikazuje Kristusa kot otroka, ki je na poti, da postane Bog, ne, ampak, gledajte, v tem je čar, ne, Madone z otrokom v naročju. Tem je, če želite, njena karizmatična moč, ne. To je tudi recimo Cankar in mnogi, ko so to Lahajnerjevo Marijo na Brezju občudovali. Ne. Skratka, to je načelo monoteizma. Zdaj pa gledajte, ta panteizem, povezan z budizmom in s tem azijskim svetom, pa je čudovito likovno izrazen, upodobljiv. Vse si dela podobo. Torej, ta upodobljivost je neverjetna. Tako barvno, figurativno. Da pa eno vprašanje, če vzameva današnjo svetovno kulturo, recimo kako to v Indiji zdaj nekako mečken morajo miroljubno koordinirati, ne? Glejte, monoteizem, čas, zgodovina. Panteizem, politeizem, narava in prostor. Bogovi, ki so v politeizmu, so bogovi prostora. Uprostorjeno, upodobljeno. Ampak gledajte, ko se zdaj to dvoje srečuje, mi poznamo vendarle obdobja v Indiji, ne, ki so bila čisto brezkonfliktna, ne, pa kljub temu, ko gre zdaj to dvoje skup, na eni strani striktna prepoved upodabljanja podob, na drugi strani ne, pa ta neverjetna, prijetna upodobljivost. Ker to je konec koncev, ne, zdaj soočenje zahodne, vzhodne kulture in ne pozabimo, veste, vse to nekje ima svoj odsev na področju etike. Ja, zadeva je pravzaprav, če jo genetično gledamo, vidimo, da pravzaprav Buda osebno v času svojega življenja je bil proti upodabljanju svojega lika. Ne, on je bil že za časa življenja čaščen. Si je že pridobil precej postal ikona. Ja, postal je
več kot mojster samo, a ne, že nekaj občudovanja vrednega in vendar saj kolikor se lahko zanašamo na poročila z tistih časov, pa tudi na arheološke najdbe končno, ni upodobitev njegovega lika. In šele več stoletij kasneje upodabljali so ga pa, ampak ne njega, ampak sledi njegove prisotnosti z simboli, tako naprimer z stopinjami, odtisi stopal. Recimo, tu je bil Buda, ampak ne vidimo Bude, ampak vidimo samo odtis stopal. Ali pa z dežnikom, nekakšnim parazolom, ki je predstavljal tudi ob tem, da je dajal senco, v praktičnem smislu je bil tudi simbol kraljevske oblasti. On je pomenil kralja v duhovnem smislu, ne v tem vladarskem. Ne. To se pravi, predstavljen je bil s simboli in pol šele kasneje se začne pojavljati tudi njegove upodobitve, najprej precej diskretno, potem pa že vedno bolj in bolj javno. In v času mahajanskega budizma, to se pravi že od 5. stoletja naprej, on je bil pa v 6. pred našim štetjem delujoč, se pravi skoraj 1000 let, kasneje se razmahne pa upodabljanje njega kot praktično kot božanstva. Ne. No in to sem hotel reči v zvezi s tem, da hkrati se je pa spremenila tudi sama miselnost, kajti po čist logični poti so teoretiki budizma, bom rekel, takratni, ugotovili, da če je vse neresnično, ker Buda je rekel, Maja obstaja, Maja je slepilo, Maja je utvara, iluzija, vse je iluzija. So rekli, pol je pa tudi, če je vse iluzija, potem se pa lahko upodablja karkoli, Vse vemo, da je vse neresnično. Zakaj pa pol ne bi upodabljali tudi Bude, ker je tudi tako z njim in zakaj ne bi upodabljali lepih stvari, plesa, recimo plesavk na pročeljih templjev, celo spolnih prizorov na koncu v tantričnem budizmu. To je vse itak neresnično in je pripeljal po tej poti do svoje antiteze, pravzaprav. No, to sem hotel v zvezi s tem reči, zakaj se razmahne, pol pa nenadoma ta, ker tudi mandale so plod tega, mandale so zelo barvite, mandale so pravzaprav, s tem se Buda nikoli ne bi, po mojem osebno strinjal, da se kaj takega pojavi in se predstavlja kot nekaj, kot nek pomemben simbol. On je bil zelo stvaren, on pravzaprav ni bil ezoterik, on je v času svojega življenja poudarjal, da je prva in skoraj edina naloga njegovega nauka odrešiti ljudi od trpljenja, od čisto fizičnega, vsakdanjega, čisto konkretnega trpljenja. In kako iz tega ven prideti s tem, da se odpove željan, da postane enostavno nedovzeten da ni sužen
sužen teh želja in stremljen in s tem je dosegel ta duševni mir človeka. Ni ga osvobodil trpljenja, ker so ga še zmeraj izkoriščali, samo dal mu je možnost tega psihičnega izhoda iz te krize, pa tudi fizičnega, ker če je šel tak človek v samostan, se je seveda izločil iz posvetne družbe in ni več spadal direktno pod oblast feudalca, ki ga je izkoriščal, ampak se je znašel v drugem svetu. Ampak, če smemo skočiti, tudi bistvo dojemanja mandale, dojetja mandale je v njenem središču je praznina. Ja, no to je pa nekakšen paradoks mandal, da pravzaprav vsa ta božanstva, ki se kažejo v teh briljantnih barvah, sijočih barvah, kakršne se vidijo ravno pri vizualizaciji mandal. Takrat so te barve še toliko bolj intenzivne, mogoče to spominja na sliko take mandale v srednjeveških cerkvah, v gotskih katedralah. Če pogledamo iz mraka proti svetlobi, vidimo tisto okroglo okno, ki je dominanta pročelja, in ko proseva svetloba, to dejansko žari. In tako žareče so bile tudi mandale takrat med vizualizacijo. To je spet sam približek, kar gledamo na teh slikah, potem, ker se ne da pričarati to resnično doživetje. To se pravi, v tem je bila poanta, da so te mandale pač v svojem središču, tam, kjer je glavno božanstvo, dejansko prazne, kajti to božanstvo je personificiralo praznino. In zelo podobno kot po Einsteinovski teoriji, če je bila tam praznina, je tudi čas pravzaprav tam stagniral. Kajti ezoterični pomen tega centra je bil zunaj konceptov fizičnega sveta. Čas in prostor sta potekala tam v središču čisto drugače. Božanstvo se ni staralo, Božanstvo je bilo vedno tam in vedno prisotno. Je pa res, da so nekateri raziskovalci potem novodobni in tudi že prejšnji skušali pojasniti, da je to božanstvo v centru personifikacije niča. Kle so prednjačili zlasti zahodnjaki, ki so iz nihilizma skušali nekako speljati stvari na svoj mlin. Ampak tako kot je že Kant lepo nekje napisal, mi si ne moramo predstavljati niča. Pravi, mi si lahko predstavljamo prazno sobo, ampak nič si pa težko predstavljamo. Lahko si predstavljamo prostor, tudi če je čist mikroskopsko majhen, samo iz niča pa ni nič. In podobno so tudi japonski filozofi kjotske šole pred in po drugo svetovne vojni razlagali, da pač vendar malo z etične strani, da pač nič je inerten in v njem ne obstaja emocija. In so primerjali praznino z nebom. Nebo je lahko prazno.
na njem ni oblakov, na njem ni nič, se pravi, je prazno, ni pa nič, ne moramo reči, da nebo je nič, ne, je pa prazno. To se pravi, to sta dva zelo dosti različna koncepta in naš Čedomir Veljačič je tudi padel v to zanko in je tudi zatrjeval, še jaz sem se z njim na celovno pogovarjal, je rekel, ne, veš, sem bil jaz pri Dalaj Lami in on je zatrdil, da je to v centru Mandale lahko nič, prav, ali pa, da je božanstvo, tisto osrednje božanstvo, ki je lahko to ali ono, ampak v določenem primeru je centralno, ne, da tisto predstavlja nič. Jaz sem rekel, veš, in še zmeraj mislim, da je to praznina. Lahko pa, da se tudi marsikdo ne bi strinjal s tem. Ja, glej, zdaj, pri monoteizmu, ne, to je tudi krščanstvo, je eden glavnih nosilnih pojmov kreacija iz nič. Bog je svet ustvaril, ne, knjiga Makabejcev, je kreacijo ex nihil. Ja, tako. Počakaj, zdaj pri panteizmu, ne, ostanemo v tem evropskem prostoru, ne, Heraklit lepo pravi, ne, ta svet, ki je večno bil, je in bo, ni ga ustvaril noben Bog in noben človek. To je panteizem. In zato, glej, panteizmu, ne, je narava etično utemeljena s tem, da je etika onaravljena, oziroma etika je človekova druga narava. In glej, kako etiko so Grki kot panteisti imeli in vse panteistične kulture. Če imaš pa ti monoteizem, je pa tu narava ponižana in je etika človekova proti narava. In zato vsa etika učinkuje monoteizmu na nek način represivno. In še nekaj je, poglejte, institucionalizirano krščanstvo ne prenese, recimo, Darwinove razvojne teorije. To je kreacionizem, zato imajo celo te šole. Ne? Oni niso nikdar absorbirali darwinizma. In tukaj, glejte, so zdaj usodne posledice za etiko. Znamo zdaj dovoli, kakorkoli, ne, tam o niču govorijo. So pa vendar te miselnosti tok panteistične, ne, da en kreacijo ex nihil v smislu temeljev monoteizma, knjiga Makabejcev, podarjam judovstvo, krščanstvo, islam, tam, kolikor sem jaz to razumela, ni. Ker glej, kaj se je zgodilo v srednjem veku? V Španiji so začeli brati Aristotela. In te se je Tomaš Akvinski razjezil, je rekel, ja, če je Bog svet ustvaril iz niča, ne, te je pa v krščanstvo in njegovi sredici nič, nihilizem, je to pa ne gre. Na nek način je pa le svet večen, nenastal, neminljiv. Razumeš, ne? Tako da ta zadeva okrog nihilizma mislim, da je zelo nevarna. Zelo, zelo nevarna. No in takrat, glejte, se začne odkrivanje grške filozofije, panteizma, ne, tu gre še danes naprej. In konec koncev, glejte, mi Biblijo ne brez razlogov malo prijemljamo za njeno soodgovornost, ne, ker ni življenja v vsaki obliki spoštovala, recimo, spoštovanje živali, ne. Recimo, ko si ti nam pripovedoval, kako spoštljivo gledajo tam na življenje, tudi podgan. Vsako življenje primerjavi s človekom je enakovredno. Poglej, ta čudovita upodobitev v panteizmu, ne? Svinga, Egipt, Kentauri, človek konj, človek slon, kazal si nam te upodobitve. To je priznavanje svetovne biti in življenja v njej, ki je sveto, ne? Tako da, jaz to zdaj ne bi rada težila, ne, ta zadeva okrog nihilizma, to je strašen gost, ne, tu meni malo ni jasno, ne, kaj te zdaj ta nihilizem ima tu, te filozofije, ki so pa res panteizmi opraviti. Ja, no, mogoče bi jaz dodal še z ene druge smeri
eno misel. Recimo, Indijci so izumili ničlo v matematiki, ki so jo potem Arabci seveda še nekoliko izpilili to uporabičle in jo potem seveda tudi lansirali v Evropo in tako naprej. Ampak ta indijski koncept ničle je pač bil tako kot danes majhen krogec. In ta krogec pravzaprav ima svoj prostor. Torej, neki prostor je ujet v tist okvir ničle. Čeprav je to še bolj minimalen, še manjši prostor, ampak je. To se pravi, da tudi število nič, ki je prineslo revolucijo v matematiko, pravzaprav ima prostornost v geografičnem simbolu. Tako da te stvari so zanimive za razmišljanje, hočem reči. In tudi piše se o tem še danes, mislim, to so še marsikaj še odprtega in potrebnega pojasnila pri teh stvarih. Drugač pa, da ne bom sam tle sedel, bom sem še nekaj, kar bi mogoče že na začetku lahko še povedal pri teh pri tem tle imam. Pri tem, kako se je doživljanje prostora pravzaprav razvijalo, ali pa kako smo prišli do teh likov kroga in kvadrata, kar je eno tako zagonetno vprašanje, ker so matematiki računali kar naprej kvadraturo kroga, pa nobenemu ni uspel kaj zelo dost blizu prideti. Prišli so, kolikor bliže prihajamo, pa smo še zmerom oddaljeni. Recimo, Gadamer je lepo enkrat v eni knjigi, sem nekaj bral od njega. Prav krog je to, kroge lahko tudi razložimo, če gledamo tole. Prav, to je naše gledišče, prav, mi smo tlele, prav človek, tudi ko se je v človeču, rečemo, v tisti najosnovnejši fazi dojenčkovega obstoja, če je stopil na eno vzvišeno mesto, na en hribček, je videl obzorje okrog sebe kot krog. Če je bilo, seveda, če ni bilo zelo hribovito ali pa kako drugače poraščeno s kakšnimi pragozdovi. Prav, in to je to, prav, v tem, to je osnovno, kar je doživetje prostora. Tu smo mi, tu je pa naše obzorje. In potem pa vidimo iz etnološke literature, da pri najbolj, rekli, pri ljudstvih, ki so še na stopni plemenskega in lovskega načina življenja, imamo pravzaprav samo dve smeri, ki to obzorje delita, in sicer imamo v nekaterih primerih, konkretno ob reki Amazonki pa v Sibiriji, imamo takle model, tole je reka, tale navpična črta, in imamo ti dve smeri,
po reki navzgor, pa po reki navzdol. Recimo, da je to okrog džungla ali pa zaledenila neka pokrajina, kamor se ne da ravno kaj veliko in ne kaže se veliko podajati tja. Ne. In prometna pot je bila samo gor ali pa dol. Na Baliju še danes tudi imamo ta dvojni sistem in sicer proti gori ali pa proti morju. Nekateri kultni prostori gledajo proti gori in so povezani z Bogom gore, drugi pa z morjem, z Bogom morja. No in en angleški matematik Zilberberg je pol razvil to tezo, da se je s časoma v kasnejši fazi ta pojavil še fragmentacija tega prostora je šla naprej in se je pojavila še ideja te prečne osi, ki nam že da tisto osnovni nebesni križ, ne, z dvema kardinalnima osema. In tale center se pravzaprav porazdeli v predstavah ljudi tako, da iz vsakega kosa tega enotnega, nekoč enotnega prostora, vsak od teh segmentov dobiš spet svoj center. Se pravi, se nekako osamosvojijo. No in če to povežemo, te vogale, potem dobimo pa kvadrat v krogu, kar je pravzaprav tole. Ne? To je tako malo mehanicistično, vse skup zagrabljen, kakor matematiki pač znajo, ampak mogoče ima nek rezon, ne cela zadeva, zlasti, ker je to mogoče podpreti s temi zgodovinskimi pa etnološkimi dokazi. In tudi v budizmu imamo na začetku predstavo kozmosa kot čakravale, kot so rekli. To se pravi, svet je bil pri starih Indicih, tako kot pri Sumercih pa Babiloncih, pravzaprav sestavljen iz osrednje gore, ki je predstavljala Axis Mundi, center sveta, in potem iz te periferije okrog. Ne? Tu je bilo pa morje okrog večinoma. Ne? To je tudi, tako je bilo tudi, ko je Noe z barko plul, nikjer ni bilo nič, samo na sred tistega morja je zagledal eno goro, to je bila pač najvišja gora sveta in tam je pristal. Ne? No in torej v začetni fazi indijskih kozmologij imamo princip ene same čakravale, enega samega tacgale svetovnega kompleksa, kjer so pa noter v tem morju potem nameščene celine kot nekakšni otočki. Ne. V kasnejši fazi, ki pa se obada z ekspanzijo budizma, je pa zanimiv, da se tudi pojavi ideja o mnogih svetovih. Se pravi, tudi ta prostor kozmološki se je začel razpirati in širiti, tako da imamo potem drugo doktrino o 1000 ali pa 10.000 svetovih, ki so vsi enaki kot tale prejšnji edini, samo da so posejani po vsem vesolju. So si pa podobni kot jajce jajcu. Ne. Tako, in podobno bi lahko rekli tudi za današnjo astronomsko podobo sveta, pravzaprav osončja ali pa galaksije, ki so posejane
po nekem širokem prostoru. No, hočem reči, da je to, da so ti principi pravzaprav dosti identični med sabo in se iz tega bi lahko sklepali, da imajo neko arhetipsko osnovo, no? Da je nekaj, kar je po raznih poteh vodilo do istega cilja. Mogoče je ravno zdaj priložnost, da še v bistvu bomo morali počasi zaključiti, da ti še na teh kognitivnih ali pa spoznavnih izhodiščih ti mogoče zastavim še zadnje vprašanje. In sicer videli smo, da enotnost mandale in oziroma njena praznina, kozmološko bistvo ga lahko uzre, dojame samo izurjeno oko ali pa izurjen duh, da pač mandalo lahko pač različni ljudje različno dojamemo, ne, v najrazličnejših tudi oblikah, tudi v naravi, recimo pogled na goro Kajlaš ali pa tako naprej. Ne. No, na drugi strani si bom poglavil o meditacijah, v tem bolj proti zaključnim poglavjem, orisal komplicirano obredje, preprostejše, ampak tudi preprostejše, ampak nič manj zagonetne zenovske poti, ne, k razsvetljenju. Japonci pa praviš so, denimo v svojem naboru mandal imeli tudi take, ki so bile prilagojene manj nadarjenim ali pa manj dojemljivim aspirantom. Ne. Pa me zanima, kakšen duhovni učenc si bil ob srečevanju z mandalami na svojih poteh ti, pravzaprav. Si moral tudi ti nekako prehoditi neko pot, ki je bolj v tem kognitivnem smislu. Moram reči, da ne, jaz sem že določene stvari, teoretično sem določene stvari že o teh tehnikah meditacije in tega poznal iz literature. Nekaj sem se tudi sam z jogo ukvarjal, pa tudi nekaj preizkusov sem naredil sam na sebi, tako da sem nekaj časa treniral ene dve oblike, eno tibetansko meditacijo pa burmansko vipassano, ne. Ampak kljub temu moram reči, da sem največkrat uporabljal intuicijo, ker drugače ni šlo, ker določene stvari se človeka dotaknejo in vplivajo nanjega, ne da bi predvideval, da se bo to zgodilo, oziroma in to je tisto, kar ti seveda branje nobene knjige ne more povedati. Recimo, meni se je Taj Mahal zmeram zdel rahlo kičast in ko sem ga gledal na fotografijah, sem rekel, se je lep, ne, ampak kaj pa jaz vem, ne, ampak potem sem bil pa le enkrat v Agri in sem šel zadevo pogledati in moram reči, da sem kar mravljince dobil, ne, po celem telesu. In sem rekel, ja, kaj pa je to? To je pa čisto nekaj kontra mojim pričakovanjem. Mislim, zadeva dostakrat učinkuje nepredvidljivo. No, zato se res splačuje pogledati stvari. Res, recimo, tudi tisti veliki kip Bude v Bamijanu mi je ostal v spominu, ki so ga potem talibani z dinamitom uspešno porušili, ne. Ker je zanimivo, da se je pri tem kipu šlo noter pri
pri nogah je bil vhod, potem so bile pa v notranjosti stene, ki je bila iz peščenjaka, ne, tako da se ga je dalo kopati in dolbst. So bile speljane znotraj stene stopnice, ki so potem nenadoma pripeljale prav gor na teme 53 metrov visokega kipa. In ko si iz tiste teme, ki te je obdajala, ko si lezel po tistih ozkih peščenih stopnicah gor, stopil na sončno svetlobo in zagledal takole pod sabo, kot z ljubljanskega nebotičnika, dol po tisto pokrajino, je bilo res šokantno, ob tem, da je ta simbolika tega kipa pravzaprav pomenila, da si prišel na vrhno čakro človekovega telesa, ki je pomembna tako v hinduizmu, pa tudi v budizmu, kajti to je čakra, ki je najvišja in najbolj, bi rekli, prefinjena, tam, kjer, kot pravijo nekateri spisi, vibracije človeka se dvigajo skozi to odprtino, skozi to čakro direktno v nebo k bogovom. Pri nekaterih teh meditacijskih metodah se seveda dela na tem, da se pozornost, koncentracija prenaša od spodne čakre, od spodnjih čakr, ki ležijo takole nanizane vzdolž hrbtenice, do te najvišje čakre. Nekateri to imenujejo kundalini, nekateri rdeče boginje, božanstva in tako naprej. No, mislim, več indijskih izrazov je, ki jih zdaj težko kar takoj predstavim slovenščino. In ko vidiš, da je to pravzaprav nisem opis v neki knjigi ali pa neka tehnika, ampak da so skušali to predstaviti tudi čisto živo, tako kot v kakšnem našem Disneylandu. Ne? In ko to še doživiš kot nekaj efektnega, kar res deluje, ne? Rečeš, hopala, ne, sej, to pa je nekaj, ne. No, drugač pa, glede tega, ne, v budističnih samostanih so bili zelo različni ljudje. Dostkrat so dali, zlasti v Tibetu pa v Mongoliji, dečke, vsaka družina naj bi dala vsaj enega člana v samostan. In zdaj, dokler so, ravno zato, ker so bile družine velike, se je to dal in celo olajševali je potem dedovanje zemlje, ker menih ni dedoval zemlje, ker jo niti ni rabil in jo ni mogel obdelovati. Ne. Tako da so se ostali bratje lažje razdelili preostank zemlje med sabo, ne. In tako naprej imeli je čisto konkretno namembnost, to oddajanje otrok, torej za menihe. Pomenilo je pa seveda tudi to, da so tja prihajali zelo ljudje, ki so bili različno sposobni. Nekateri so se povzpeli dobesedno do Dalaj Lame, kot vidimo, ne, tudi zdajšnji Dalaj Lama je pravzaprav prihaja iz ene revne tibetanske družine, kmečke,
Nekateri pa niso bili sposobni za učenje in so upravljali fizična dela, enostavno. Ne. Tako da vse to, kar govorimo v zvezi z mandalami, je rezultat elitne kulture. Elitne kulture, to se pravi tistih najsposobnejših, tistih, ki so bili intelektualci, bi rekli v današnjem pomenu besede. Ne, in tudi vse te mandale, ki so omenjene v knjigi, skoraj vse, no. Imam nekaj primerov takih ljudskih, bi rekel, okornih posnetkov mandal, ampak v glavnem gre pa za umetniška dela vrhunske kvalitete. Kajti samo take mandale, ki so bile izdelane res natančno, po vseh pravilih, po vseh proporcih, po vseh numeričnih in drugih načelih, so bile lahko učinkovite. Če se je mojster samo malo zmotil, tako kot tudi pri postavljanju teh peščenih mandal, ki so jih v Ljubljani delali, pa v Mariboru, potem taka mandala ni mogla biti več učinkovita. In zanimivo je pa tudi to, da so mi povedali menihi, da tisti mojster, ki je dosegel perfekcijo pri izdelavi mandal, kajti to je specializacija, ne delajo vsi menihi mandal. Samo nekateri se leta in leta specializirajo, da res lahko dosežejo mojstrstvo, ne? Ampak ko pa dosežejo mojstrstvo, pa ne smejo več delati mandale, pravijo, kajti njihovo telo se je že pretvorilo v mandalo. Ne? Oni so prežeti, oni to realizirajo ves čas. Ne? In zdaj, če bi oni še nadaljevali z delanjem mandal, bi šli na nižji nivo, kajti najvišja oblika mandale je tista, ki je v mentalni sferi. To se pravi, da spet se pojavlja ta miselnost, da nič ni stalno, vse je pravzaprav praznina. Ne? Nima, vse, kar je materialnega, nima svoje pravi identitete in svojega samostojnega obstoja. Zato tako mandalo tudi na koncu podrejo, zmešajo obarvani pesek v neko sivkasto gmoto, se spremeni in jo vrže v vodo. Tako kot so jo vrgli z ljubljanskega tromostovja v Ljubljanco potem na koncu. Ne. No, to, da je vse praznina, da je vse minljivo in tako naprej. Ja, sam praznina je pa po svoje dragocena stvar, ker pravijo, da vse pa prihaja iz praznine in če vprašate danes kakšnega umetnika, bo rekel, intuicija prihaja iz praznine. Treba se je sprazniti, ali kot pravijo japonski zen budisti, treba je popiti skodelico čaja, da je prazna in potem šele lahko naliješ novo vsebino. Takrat pride intuicija, pravijo, ko se izpraznaš, ne, ta boljše ideje. To je mogoče tista poanta, s katero bi današnji pogovor zaključil. Jaz se vsem zahvaljujem, da ste tega odeležili. Če pa še kakšno mogoče bi pa ob neformalnem času, delu. Če ne, pa tudi ne. Ja, mogoče še kako vprašanje se pojavi. Seveda je težko obnoviti celo stvar, ne. Zdaj so se bolj fragmentarno sprehajala, pa malo preskakovala. Ne. Ampak ja, sej, če bo koga več zanimali, bo pa pač malo prilistal samo delo. Ne. Jaz vam zelo priporočam to knjigo, preberite si jo, lahko se čutimo privilegirani, da smo v slovenščini, Slovenci,
zahvaljujoč zasluženemu profesorju Zmagu Šmicku dobili tako delo. Mislim, da je to eno od res pomembnih in monumentalnih del in da so redki tisti, ki imajo možnost brati tako skompletirano in tako močno sporočilo, tako da smo lahko samo hvaležni profesorju, da se je to potrudil in v teh dolgih dekadah v bistvu sestavljal to idejo o taki knjigi. Tako da, hvala lepa. Hvala.